V redu, pa si poglejmo tole. Gremo razčleniti to noro, kaotično zgodbo iz zakulisja o tem, kako je eden največjih spletnih zvezdnikov na svetu pristal v Sloveniji, praktično brez kakršnega koli opozorila. To je noro. To so bile besede samega organizatorja, samo nekaj trenutkov preden je dogodek dobesedno eksplodiral na ulice Ljubljane. Mislim, da te besede popolnoma povzamejo občutek tega, kar se je šele imelo zgoditi. In to je vprašanje za $1.000.000, kaj ne? Kako sploh organizirati prenos v živo za nekoga takega kova v samo 48 urah? No, to je bil ta skoraj nemogoči izziv, s katerim se je soočila ena majhna ekipa, ko je v soboto popoldne prejela eno čisto nepričakovano sporočilo. Pa poglejmo, kako se je vse skupaj sploh začelo. Vse se je, verjeli ali ne, začelo z enim samim sporočilom, ki je sprožilo mrzlično verigo dogodkov. Časovnica je bila, milo rečeno, brutalna. Vse skupaj od prvega stika do začetka prenosa je bilo stisnjeno v en sam vikend in 2 delovna dneva. Predstavljajte si, v soboto pride sporočilo, v nedeljo se že kujejo prvi načrti, v ponedeljek se ekipi pridruži še Pero Martič za finalni sprint, v torek pa akcija. To je bil res recept za popolnen kaos. In ko je ura začela tiktakati, se za ekipo začel pravi vrtinec. Vrtinec klicev, načrtov in pogajanj v poskusu, da bi uresničili nekaj, kar se je zdelo praktično nemogoče. 60. To je številka, ki pove veliko. David in Pero sta v enem samem dopoldnevu opravila kar 60 telefonskih klicev. Poskušala sta urediti lokacije, aktivnosti, sodelovanja, praktično vse. Ena od večjih ovir pa je bil odziv lokalnega okolja. Kot je povedal organizator, je bil odnos pogosto precej poniževalen. Mnoga podjetja so bodisi zahtevala plačilo za, v bistvu, brezplačno promocijo pred milijonskim občinstvom, ali pa so organizatorje zasula s papirologijo, ker enostavno niso razumele, kako nujna je situacija. In prvotna vizija je bila precej ambiciozna. Želeli so predstaviti edinstveno kulturo in šport Slovenije. Govorilo se je o smučarskih skokih, kolesarjenju, celo obisku kmetije. Vendar je Speedova ekipa številne ideje zavrnila. Želeli so, da prenos zaradi časovne stiske ostane osredotočen izključno na center Ljubljane. Ko pa se je prenos končno začel, je kaos načrtovanja zamenjalo nekaj povsem drugega. In sicer preplavljajoča realnost tisočih in tisočih oboževalcev, ki so se dobesedno zgrnili v središče mesta. Zombi apokalipsa. To ni pretiravanje, to je natančen izraz, ki ga je organizator uporabil za opis prizorov v Ljubljani. Ogromne, povsem nenadzorovane množice so obkrožile iShow Speeda na čisto vsaki lokaciji. In ta izjava razkriva nekaj zelo pomembnega. Glavna skrb organizatorja sredi vsega tega ni bil uspeh prenosa, temveč varnost ljudi v množici. Strah, da bi se kdo poškodoval, je bil resnično velik. Dan je bil tako prava vrtoglava turneja po Ljubljani. Premikali so se z ene kaotične lokacije na drugo, pri čemer je vsaka naslednja privabila še večjo množico. Od okušanja slovenske hrane do nastopa čarodeja, vožnje z ladjico in košarke v Tivoliju. Ampak za organizatorje je bil ta dogodek poln nasproti. Ko se je prah polegal, je bilo jasno, da so bile nekatere stvari super, druge pa, rečimo, da absolutno ne. Poglejmo si to podrobneje. Ta kontrast je bil res očiten. Na eni strani so bili res svetli trenutki, kot recimo avtentična izkušnja s slovensko hrano ali pa super nastop čarodeja. Tudi odziv oboževalcev na spletu je bil večinoma fenomenalen. Po drugi strani pa so bili trenutki, ki so se organizatorju zdeli globoko nespoštljivi in moralno vprašljivi. In ena beseda še posebej izstopa – produkt. To je beseda, s katero je organizator opisal, kako se je počutil ob segmentu z 2 genialnima otrokoma. Menil je, da je ta del prenosa prestopil mejo in otroke spremenil v nekakšne rekvizite, v produkte, namesto da bi bili samo udeleženci. In odločno je poudaril, otroci niso produkt. In ko se je prenos nenadoma končal, ker je bilo treba ujeti letalo ob 7 zvečer, kakšen je bil končni izkupiček? Pravo mešanica uspeha, razočaranja in pa seveda nekaj ključnih naukov za prihodnost.
Zaradi časovih omejitev in tistega zgodnega zaključka je kar nekaj najbolj edinstvenih slovenskih aktivnosti padlo v vodo. Smučarski skoki, kolesarjenje, celo poskus, da bi v prenos dobili predsednico države. Vse to je bilo odpovedano, kar je bil za načrtovalce velik vir obžalovanja. Organizator je želel razčistiti tudi, kdo je pravzaprav stal za vsem tem. Medijska percepcija je bila, da je Pero Martič vse skupaj zorganiziral sam v 24 urah. Resnica pa je bila, da je šlo za timsko delo, ki se je začelo že v soboto, ko sta David in Alenka začela z delom. Pero je bil seveda ključen del ekipe, ampak ni bil edini. In pika na i, po vsem tem norem trudu, stresu in delu, ekipa ni prejela nobenega finančnega nadomestila. Organizator je to označil kot, recimo, negativno presenečenje, čeprav je bil seveda še vedno ponosen na upravljeno delo. Torej, ko potegnemo črto, kaj je bil ta dogodek v resnici? Po eni strani ogromen uspeh za podobo Slovenije, ki je na spletu požel val navdušenja, po drugi strani pa neverjetno stresen in kaotičen dogodek, ki je ves čas visel na robu katastrofe. To pa nas pusti z enim samim končnim vprašanjem. Je bila to promocijska mojstrovina ali zgolj kaotična situacija, ki bi se lahko končala precej slabše?